Dober večer in dobrodošli v oddaji On The Record, poglobljeni intervjuju oddaji na i24 News. Po več mesecih stagnacije v pogovorih o prekinitvi ognja v Gazi, Odbor za mir je v petek objavil 15-točkovni načrt za dokončanje izvajanja celovitega mirovnega načrta predsednika ZDA Donalda Trumpa za Gazo. Po načrtu bo Nacionalni odbor za upravljanje Gaze vstopil v območje in prevzel svoje odgovornosti od Hamasa. In mednarodne stabilizacijske sile bodo napotene za vzdrževanje varnosti, usposabljanje palestinske policije, nadzor nad razdeljevanjem humanitarne pomoči in podporo prehodnemu procesu. Načrt prav tako poziva Hamas in Izrael naj takoj prenehata z vsemi vojaškimi operacijami in za razorožitev Hamasa, ki je bila prvotno povezana s postopnim umikom izraelskih sil iz Gaze, zdaj pa se zdi, da je to predpogoj za umik izraelskih obrambnih sil, ne pa vzporeden proces. Ali je torej to začetek konca Hamasa kot vojaške grožnje, tako za Izraelce kot za prebivalce Gaze? Ali pa bo Hamas našel načine, kot jih običajno najde, da zaobide dogovor, se izogne razorožitvi in ostane prevladujoča oborožena sila v Gazi? Da bi vse to razčlenili, jo veselje ponovno pozdraviti v oddaji Ahmada Fuada Al-Khatiba. Al-Khatib je palestinsko-ameriški humanitarec in mirovni aktivist. Al-Khatib, doma iz Gaze, je bil globoko prizadet zaradi vojne v Gazi. Saj je bilo v izraelskih letalskih napadih ubitih več 10 članov njegove ožje in širše družine. Je tudi višji sodelavec pri Atlantskem svetu, kjer vodi projekt Realigned for Palestine. Ahmad, najlepša hvala, da ste se znova pridružili oddaji. Kaj menite o tem načrtu, ki je bil objavljen v petek? Je to končno dokument, na katerega smo vsi čakali? No, tako kot vsi ostali sem bil sprva zagotovo skeptičen. Navsezadnje imamo opravka s Hamasom, ki je v preteklosti podpisal različne sporazume, recimo z palestinsko upravo, za spravo in združitev Gaze z Zahodnim bregom, a nato prelomil obljube o vključitvi svojih ministrstev v palestinsko upravo. Videli smo, da se je Hamas vključil v različne sporazume o premirju z Izraelom. Premirje je bilo 6. oktobra. In videli smo, da se je Hamas odločil to prekršiti 7. oktobra. Tako obstaja dolga tradicija, če hočete, da je Hamas podpisnik sporazumov, le da na to najde načine, kako jih zaobiti. Prav je in zdravo, da k temu pristopimo s skepticizmom. Kljub temu pa sem sčasoma, ko sem poslušal nekatere voditelje Hamasa, ko sem v zakulisju slišal od nekaterih uradnikov, ki so bili blizu pogajanjem, ko sem opazoval izraelske odzive, ko se je pojavil odbor za mir, ko se je prah polegel, če hočete, mislim, da imamo tukaj veliko materijala za delo. Menim, da bi to lahko imelo resne posledice za prihodnost Gaze. Mislim, da bi to lahko bilo zelo pomembno tudi z vidika pripovedi. Všeč mi je, kako si rekel, začetek konca Hamasa, če hočete. Pot teroristične organizacije v zadnjih 40 letih, ki se je začela v 70 letih kot dobrodelna organizacija in njihov uradni začetek leta 87. Vse do njihovega vzpona na oblast, do prevzema Gaze in soobalno enklavo spremenili v trdnjavo za nasilje, za teror, za tunele, rakete in tako naprej. Mislim, da bi to zelo verjetno lahko bil zadnje poglavje v tej zgodbi Hamasa. In s tem tudi morebitna razveljavitev narativa o oboroženem odporu. Čeprav so tu vprašanja o zaporedju, vprašanja o preverjanju, vprašanja o zmožnostih in kapacitetah tehnokratskega odbora, mednarodne stabilizacijske sile, nova policijska sila Gaze se pojavlja. Kar se tiče tega, ali jim lahko res uspe, tako da je tukaj veliko za razčleniti, ampak sem dejansko prvič po mnogih mesecih optimističen. Torej, razčlenimo vprašanje zaporedja, ki ste ga izpostavili. Po besedilu 15-točkovne časovnice naj bi bila vprašanja razorožitve Hamasa in umika povezana, kar je zelo nejasna formulacija. Toda potem je visoki predstavnik za Gazo Nikolaj Mladenov izdal pojasnilo, da morata oba procesa potekati hkrati.
Na to se je srečal s predsednikom vlade Netanjahujem in po ponedeljkovem srečanju je dejal, da bo šele, ko bo razorožitev Hamasa popolnoma zaključena, izraelska vojska začela umik. Kako si razlagate to spremembo stališča? Mislim, da je po eni strani to obupan poskus, da bi preprečili kakršnekoli napore predsednika vlade Netanjahuja in trenutne vlade, ki se približujejo pomembnim volitvam v Izraelu oktobra. Da bi preprečili to, kakršnekoli poskuse, da bi odstopili od dogovora. Obstajajo nekateri glasovi, ki menijo, da izraelska vlada v resnici ni bila pripravljena na to, da bi Hamas dejansko resno pristal na demilitarizacijo in razorožitev. In zato je prisotna določena negotovost glede tega, kako naprej. Tako je na eni strani. Na drugi strani, in to povem bolj kot zunanji opazovalec, če hočete, in manj kot Gasan, ki je neposredno vpleten. Nekdo bi lahko rekel, zelo razumljivo je, da bi Izrael težko verjel Hamasu, da se bo odpovedal taktičnim pridobitvam. V zadnjih, veste, 10 mesecev od prekinitve ognja, ampak tudi od 7. oktobra, mislim, da je bila to zelo draga vojna za državo Izrael, kar zadeva človeške vire, vire na splošno in ugled judovske države na svetovnem prizorišču. In zato, da bi se odpovedali nadzoru nad Gazo, kar je trenutno edina stvar, na katero lahko predsednik vlade Netanjahu pokaže kot način, da prepreči, da se Hamas ponovno organizira. Prepreči, da bi se ponovil napad, kakršen je bil 7. oktobra, in zagotovi, da Gaza ne bo več varnostna grožnja. Ne more, ne on, ne katerikoli prihodnji predsednik vlade Izraela, ne glede na to, kakšno olepševalni jezik uporabljajo za volilne namene, ne morejo se resnično umakniti iz nadzora nad Gazo brez preverljivih, oprijemljivih rezultatov, kot je nekaj več kot samo težko orožje. Razorožitev se je začela z govorom o težkem orožju, minometih, raketah, ročne granate. Ampak bodimo iskreni, Hamas ima samo RPG-je, Hamas jih ima le še nekaj 100. Glavna značilnost težkega orožja so predori, ki naj bi bili po navedbah virov iz Hamasa večinoma predori, se nahajajo v delih Gaze pod izraelskim nadzorom, skoraj 70% onkraj rumene črte. Torej, to je pomembno. Ampak spomnimo se tudi, Hamas je uporabil, mislim, da je bila velika večina žrtev 7. oktobra posledica lahkega orožja. AK-47, M16 in podobno. In B, Hamas potrebuje le lahko orožje, da nadzoruje prebivalstvo v Gazi, da vlada, da vpliva na potek politike. Tako so se tudi zavedli, da ni dovolj dobiti zaveze le za težko orožje. Hamas se mora popolnoma razorožiti. In potem in mislil sem, da je to pravzaprav res pomembno in zelo ključno. Imam vire v Gazi, ki so povedali, da je Hamas vztrajal, da se ta klauzula doda k temu, kar sta Nikolaj Mladenov in Odbor za mir predlagala. Izraelska vojska in Shin Bet sta zagotovila sezname hamul, družin, klanov in plemen v Gazi, ki jih je treba prav tako razorožiti. To je bilo sprejeto z izjemno podporo in prebivalstvo v Gazi to v veliki večini ocenjevalo zelo pozitivno. Ker ne moreš razorožiti Hamasa in islamskega džihada, ki naj bi prav tako podpisala. In pustiti kup teh močnih klanov, teh plemen z njihovimi arzenali, da terorizirajo ljudi, ustvarjajo svoje milice in tolpe. In mislil sem, da je to zelo inteligenten pristop k izenačevanju pogojev. Torej to in Hamas se boji teh klanov, teh družin, ker če se Hamas razoroži, te družine imajo vse stare zamere in željo po maščevanju proti teroristični skupini. Tako da mislim, da smo pravzaprav videli, da je Nikolaj Mladenov predstavil to pojasnilo, ta premik. Je to naredilo? To je dejansko okrepilo dogovor. Naredilo je
To je okrepilo dogovor proti izraelskim ugovorom. Okrepilo ga je proti lokalnim elementom, ki bi lahko ogrozili prihodnost Gaze, torej Hamulam, klanom in plemenom. In prav tako je zagotovilo, da Izrael ne bo odstopil od tistega, za kar je plačal visoko ceno. Tako taktično kot strateško in z vidika odnosov z javnostmi, brez trdnih dosežkov, kot sta razorožitev lahkega in težkega orožja. Torej, dve pripombi glede tega. Prvič, po mojih informacijah iz virov v Gazi, Hamas dejansko poskuša pridobiti to orožje od različnih klanov znotraj Gaze, da bi ga lahko ohranil ali celo skril del tega orožja. In tudi to, kar Hamas pravi, je, nismo se strinjali z razorožitvijo ali z izločitvijo našega orožja iz uporabe. Strinjali smo se, da bo orožje shranjeno pod okriljem palestinskega organa, torej v bistvu bo v skladišču za vrati in ključavnico, in kadarkoli se lahko odločijo, da vdrejo v to skladišče, če se tako odločijo. Ampak bolj me zanima, približno 10 mesecev smo že v tem premirju. Kaj se je spremenilo? Kaj je Hamas prepričalo, da je končno pristal na ta načrt, ki temelji predvsem na resoluciji Varnostnega sveta ZN, ki ni nova? Torej, kaj se je po mnenju Hamasa spremenilo, da so končno pristali na dogovor? Samo nekaj hitrih komentarjev na to. Ena od stvari, ki sem jih slišal, je tudi ta, da Hamas poskuša, ker je začetna izjava povedala, da bodo lahka orožja urejena po novem mehanizmu, ki ga bo uvedel NCCAG, tehnokratski odbor. In zato je Hamas dejansko premikal nekaj tega lahkega orožja iz svojega arzenala in ga razdeljeval svojim članom. Je rekel, obdržite to in samo pretvarjajte se, da ste lastniki tega, ter poskusite to registrirati pri NCCAG na način, da se zaščitite kot člani. Ampak tudi zato, da bi se v prihodnosti lahko ponovno združili z uporabo tega registriranega orožja. Zato je deloma odbor za mir in premier Benjamin Netanjahu, ko se je srečal z Nikolajem Mladenovom, vztrajal, da se Izrael ne bo umaknil, dokler ne bodo rešena tudi vprašanja lahkega orožja. Da bi preprečili nekatere igre in manevre, o katerih sva govorila in ki jih vsak, ki ima 2 možganski celici, dobro razume. Hamas lahko to poskuša izvesti. Torej, to je na eni strani. Druga točka je zelo pomembna, hvaležen sem, da ste jo izpostavili, gre za vprašanje skladiščenja orožja. Zato je zelo pomembno poudariti, da ta dogovor, navsezadnje, je to neke vrste oblika predaje za Hamas in priznanje poraza. Za Hamas so bila njihova orožja dolgo časa rdeča črta. Že sama retorika in jezik sta kazala, da se med vojno niso hoteli vdati, niso se hoteli predati, niso hoteli. Ampak pustimo te neumnosti ob strani. To je resnično konec. Mislim, če bo to izvedeno tako, kot je predlagano, je to kapitulacija Hamasa. To je odpoved. Ves čas uporabljam metaforo, da brez oljk ni oljčnega olja. Brez orožja ni Hamasa. Zakaj torej pristati in zakaj pristati? Ampak samo da hitro zaključim misel. Oni. Sporazum je bil oblikovan tako, da so vsi ohranili obraz, da bi poskusili. In tukaj so Katarci, Egipčani in Turki sodelovali z odborom za mir in Trumpovo administracijo. Da bi rekli, v redu, ne bomo solili rane, da bo to popoln poraz. Uporabili bomo izraze, kot je hramba. Uporabili bomo, da vas obvarujemo ponižanja, da bi morali svoje orožje predati Izraelcem, boste orožje predali palestinskemu organu, NCA in njihovi policiji, v hrambo. Slišal sem vse od tega, da bodo ta orožja staljena ali sežgana, ampak tudi kot naprimer, Izraelcem je nekako uspelo povzročiti kratek stik v teh skladiščih. Mislim, ideja, da boš imel skladišče polno orožja v Gazi in da bo Izrael samo sedel tam in čakal na Hamas. Mislim, to je smešno. Vsi vedo, da se to ne bo zgodilo. To orožje bodo odpeljali iz Gaze in ga stalili v jeklo. Torej, samo to je treba razumeti kot način, da se Hamasu omogoči lahek izhod.
vsaj pred Al Jazeero in pred vsemi prilizovalci po svetu ter pro-palestinskim gibanjem, da lahko rečejo, da se niso popolnoma predali. Naše orožje je v varni hrambi. Zakaj zdaj? Če pogledamo, začnimo regionalno. Islamska republika Iran, čeprav se še niso popolnoma zrušili, so v hudi stiski. Imamo Hezbolah v Libanonu, ki je ujet v lastni godlji. Katarči ne morejo izvažati svojega utekočinjenega zemeljskega plina skozi Hormuško ožino. Popolnoma so odrezani od svetovnega gospodarstva, v bistvu. Ne morejo vlagati milijard dolarjev v Hamas, v Gazo. Turki so pravkar dobili F-35. Poskušajo se ponovno zbližati z NATO, s Trumpovo administracijo. Želijo prodati S-400, ki so jih dobili od Rusije, Združenim arabskim emiratom. Obstaja spreminjajoča se regionalna dinamika. Egipčani so naveličani, da je Gaza to nestabilno območje. Palestinska oblast je na robu razpada. Bližajo se volitve. Kakorkoli pogledate, regionalno gledano, je to zelo drugačna regija kot leta 2023. Odpora ali celo misel na sunitsko os, tista, ki jo tvorijo Turčija, Katar in do določene mere Saudska Arabija ali v manjši meri pravzaprav. Saudska Arabija, Pakistan ali Egipt so morda bili del tega. Potem pa se poglobite v samo Gazo. Skoraj ni bilo nobenega napredka. Mislim, Hamas je dejansko nekateri ljudje, ciljanje vodstva Hamasa, kot so Zaidine, Al-Haddad in nekatera druga velika imena nekako, kot zadnji ostanki stare generacije, generacije pred 7. oktobrom, Brigad Al-Qassam, vodstva Hamasa, militanti, ki so izvedli napad 7. oktobra, ki so bili del gradnje infrastrukture. Hamasova infrastruktura in vrsta višjih ter srednjih poveljnikov so bili uničeni. Vsi, Sinvar, njegov brat in tako naprej. Torej, njihova vojska, Slišimo, da Hamas novači skupino fantov, najstnikov. Teh otrok sploh ne morejo naučiti streljati, ker ni strelskih poligonov, ni prostorov, kjer bi lahko streljali s svojimi AK-ji. Ne morejo jih naučiti manevriranja, kot so jih lahko pred 7. oktobrom, ker bi jih Izrael tarčno napadel. In drugič, Hamas ima v Gazi zelo omejen arzenal orožja. Ne morejo ga pretihotapiti skozi Egipt, ne morejo ga dopolniti. Nekaj improviziranih eksplozivnih naprav so lahko izdelali iz neeksplodiranih izraelskih ubojnih sredstev. Uporabili so nekaj žic in cevi iz uničenih domov za izdelavo osnovnih, raketnih cevi in žic za improvizirane eksplozivne naprave ter podobno. Ampak govorimo o vse manjših zalogah, ki jih Izrael ni prenehal napadati niti po prekinitvi ognja. Torej ni poveljniške strukture. Čeprav so nekateri poskušali prestrukturirati in obnoviti del svoje infrastrukture. Ni pravega nabora dejanskih ubojih prekaljenih zamenjav. Izrael nenehno preganja vsakogar, ki je bil vpleten v dogodke 7. oktobra. Ni obnavljanja zalog, ni tihotapljanja nobenih surovin ali prekurzorjev. Ni obnove v obsegu, kot je Hamas mislil, da se bo do zdaj že začela, kjer bi prišle stotine milijonov dolarjev in bi skupina našla načine, kako jih preusmeriti in obnoviti. Tako da so jim možnosti pošle. In za konec, s tem bom zaključil. In tukaj si želim, da bi bili Izraelci, pristaši Izraela, sionisti, kakorkoli, judovska skupnost, manj skeptični glede tega. In pravzaprav, verjemite mi, ko to govorim že več kot 2 leti, da je večina ljudi v Gazi proti Hamasu. Zdaj, to ne pomeni, da samo zato, ker so proti Hamasu, imajo radi Izrael ali so za mir na način, kot o tem govoriva midva. To samo pomeni, ne glede na to, ali gre za posledice 7. oktobra ali za Hamas, za celotno dogajanje v zadnjih 2 desetletjih, ali za obnašanje Hamasa med vojno, ali za neuspeh palestinskega nacionalnega projekta, ali za narativo oboroženega odpora, ljudje imajo Hamasa dovolj. In Hamas ve, da je edini razlog, zakaj je na oblasti in zakaj lahko vlada, njegovo orožje. In zato vidijo celoto vsega omenjenega. In pravijo si, tega ne moremo storiti, nimamo nobenih možnosti, nobene prihodnosti. Zato mislim, da so bili prisiljeni sprejeti ta dogovor. Glej, to, kar opisuješ, je v bistvu, da bi Hamas opustil svoj razlog za obstoj. Nisem prepričan, da bodo mirno umaknili, brez boja.
Ampak rad bi se za trenutek oddaljil od Gaze, preden preidemo na širšo sliko. Ker je prejšnji mesec predsednik palestinske uprave Mahmud Abbas napovedal, da bodo novembra letos potekale zakonodajne volitve. In na to bodo prihodnje leto, prvič po več kot 20 letih, potekale predsedniške volitve. Zdaj, že smo bili tukaj, ko je bila napovedana izvedba palestinskih volitev. Kako izvedljiv se vam zdi ta proces? In ali palestinska uprava izvaja vse potrebne reforme, ki jih mora izvesti, da bi ponovno pridobila legitimnost strani mednarodne skupnosti? Vem, da je to veliko vprašanje, vendar poskusite odgovoriti na kratko, če lahko. Seveda, mislim, da bi bilo katastrofalno poskušati izvesti karkoli, kar bi spominjalo na volitve, vsaj na nacionalni ravni. Če želite izvesti kakšne lokalne volitve v določenih delih Zahodnega brega, je to v redu. Na palestinskih ozemljih ni političnega življenja. Celo na Zahodnem bregu ne, kot je pred kratkim rekel dober prijatelj. Pogovarjal sem se z njim v Washingtonu. Ni palestinske politike. Obstaja le dvorna politika, prav? Način, kako sta predsednik Abbas in njegov ožji krog izpraznila palestinske institucije ter Fatah in PLO. Tako da mislim, da preden pridemo do volitev, so volitve povezane z družbeno infrastrukturo. Volitve so povezane z svobodnim tiskom. Gre za svobodo govora. Gre za to, da imajo ljudje zadovoljene osnovne potrebe v Maslowovi hierarhiji. Preden pridemo do tega. In tudi volitve, tako kmalu po Hamasu, mislim, kdo ve, ali bo do takrat proces razorožitve sploh zaključen. Mislim, da je to napaka, ker je morda prav na to računa Hamas. Volitve brez tega, da bi Hamas ali katerikoli drug udeleženec v celoti priznal Izrael in se odpovedal nasilju, bi bile katastrofa. Na koncu mislim, da so volitve v Gazi brez ustvarjanja ali volitve na palestinskih ozemljih brez ustvarjanja političnega življenja, ki ni frakcijsko, nesmiselne. Trenutno, kdorkoli želi kandidirati, mora biti del neke frakcije. Če hočete, Hamas, Fatah, palestinski islamski džihad, ta skupina, ona skupina. Ni profesionalnih, neodvisnih Palestincev, ki bi lahko kandidirali, ki bi lahko ustanovili svoje stranke, če hočete. Torej, mislim, da moramo najprej priti do tega, preden gremo naprej. Legitimnosti ne moreš pridobiti z volitvami. Pridobiš jo z družbenimi spremembami, ki vodijo do volitev, ne obratno. No, v bistvu opisujete vzpostavitev politične kulture na palestinskih ozemljih. Nekaj, česar ni in kar je običajno dolgotrajen proces. Ampak to bomo morali za zdaj pustiti ob strani, ker želim preiti na zadnji del oddaje. To je hitri segment. Pokazal vam bom 3 slike in na kratko povejte mi prva stvar, ki vam pride na misel. Torej, tukaj je prva slika. To je novi vodja Hamasa, Khalil Haja. Proiranski bedak, ki je ujet med starim svetom in novim, spreminjajočim se svetom in ne ve, kaj naj v resnici stori. Vendar je presenetljivo uspel prisiliti politbiro, da je sprejel razorožitev. Je on razlog, da je Hamas privolil? Kajti 10 mesecev ni privolil. Ne, nič se ni spremenilo. On je edina stvar, ki se je spremenila, odkar je postal vodja. Samo na kratko, je on razlog, da je Hamas privolil. Mislim, da zelo dobro prepoznava to, kar sem vam opisal. Da je Hamas v Gazi popolnoma na zadnjih nogah in da bodo odgovarjali ter nosili odgovornost za uničenje palestinskega ljudstva v Gazi. In zavedel se je, da če ne popustijo niti za centimeter, kaj šele za meter, da bo za to odgovoren Hamas, da jim palestinsko ljudstvo tega nikoli ne bo odpustilo, ne glede na to, kako bodo poskušali to prikazati. To je njihova odgovornost, to je bila njihova odločitev. In zato, spet ironično, mislim, da je on eden bolj radikalnih elementov, a je kljub temu nekako uspel prepoznati, da morajo popustiti. Zelo zanimivo. V redu, pojdimo na naslednjo sliko. To je visoki komisar odbora za mir, visoki predstavnik za Gazo, Nikolaj Mladenov. Moški, ki sem ga začel ceniti in spoštovati, moški, ki mi je všeč, moški, za katerega mislim, da bi mu prav prišlo še malo več. Mislim, da se res zelo trudi. Mislim, da tu in tam kaj spregleda, ampak na splošno mislim, da je pogumen. Pritiskal je na Hamas, kadar je bilo potrebno.
Nedavno je delil enega mojih tweetov in voditelji Hamasa so ga napadli, ker je delil enega od mojih tweetov. Napadli pa so tudi mene. Potem se je oglasila še Al Jazeera in rekla: kdo je ta Ahmad Al-Kateb, ta sumljivi človek, karkoli že. Ampak Nikolaj je mojster uravnoteženosti. In povedal ter naredil je stvari, za katere mislim, da bi jaz morda izbral nekoliko ostrejši pristop. Ampak on je to naredil z dolgoročno vizijo, da nas pripelje tja, kjer smo danes. Zato sem res začel ceniti njegov slog, čeprav še vedno nisem prepričan, ali mu bo uspelo. Ampak če je kdo, ki lahko to naredi, je to on. Moramo iti naprej na zadnjo sliko. To sta predsednik palestinske oblasti Mahmud Abbas in njegov podpredsednik Hussein Šejh. Zelo na kratko, prosim. Hussein Šejh, po eni strani cenim, da je izkušnje pridobil s sodelovanjem z Izraelom. To pomeni, da je pragmatičen, ima veliko izkušenj. Po drugi strani pa me skrbi, da mora nadaljevati del retorike, ki jo je vodil Abbas. Želim si, da bi se Abbas upokojil. Želim si, da bi Abbas naredil dostojanstveno, spodobno stvar, imel častno vlogo in šel naprej. Resnično se sramoti s tem, da se po nepotrebnem oklepa oblasti. Ampak trenutno nimam velikih upov za nobenega od njiju. Upam, da se motim glede gospoda Šejka. Mislim, da vsi delimo to mnenje. Ahmad, tukaj bomo morali za zdaj zaključiti. Ampak še enkrat se vam zahvaljujem za vaš čas in zanimiv pogled. Pridružite se nam spet naslednji teden tukaj v oddaji On The Record. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje lahko najdete na YouTubu in Spotifyju. Hvala, ker ste gledali.